Prejšnji teden je v državnem zboru potekala tudi izredna seja zaradi marakeškega sporazuma. Kot je pri nas zadnje čase v navadi, se je zbrala tudi ljudska množica s številnimi vprašanji, tako za politiko kot za novinarje. A ste prebrali to marakeško pogodbo vi? Sem. Bolj na hitro sicer. Kva pa vi? No, jaz sem, kakor sem razumel po angleško, ne. Meni ni všeč. Dobro. Hvala za to izdelano mnenje, gospod najmlajši udeleženec shoda pred državnim zborom. Mimogrede, a vas ni nekam mal? Jaz mislim, da je nas kar veliko, in da še veliko je tistih, ki nas podpirajo, in prav je, ker se nismo nič organizirali. Dajte na Engelca, niste se organizirali. Kaj, slučajno 200 upokojencev v isti uri zakorakali pred državni zbor, ali kaj? Edini način, da vse te ljudi neorganizirano spraviš na Trg Republike, je, če bi imeli Maksijev popust na merilnike krvnega tlaka. To je edini način. Ampak dajmo priti k bistvu. Vlada je nedavno potrdila marakeški sporazum, ki govori o urejanju migracij in je pravno nezavezujoč. Če ponazorim, je kot obljuba prijatelju, da mu pomagaš, ko se seli stanovanje. Ali pa kot zaroka. Načeloma si zmenen, razen če vmes ne najdeš kakšne boljše opcije. O čem so se torej poslanci sploh pogovarjali na tej izredni seji? Gospod Grims, gospod Princ Teme in vsi ostali, res je, ni osnove, ker sploh ne vem, o čem odločamo. Gospod Möderndorfer, oprostite, vi ste prej v svojem postopkovnem predlogu zahtevali, da se ne govori o nikomer zaničujoče. In prosim, da to, kar ste zahtevali od drugih, upoštevate in da se tudi tistim, ki ste jih tako zaničujoče poimenovali, tudi opravičite. Če ne, vam bom pa odvzel besedo. Gospod Tanko, najprej mi zaustavite uro, ker mi jemljete čas. Dobro, zgleda so si naši politiki vzeli časa za nove vzdevke, nima veze. Ampak kaj pa marakeški sporazum? Dajmo to. Povedal sem svoje, zahtevali ste točno vi to, ne? Gospod Tanko, in želim od vas, da to naredite. Ne, podpredsednik. Pa mi pa razložite, kaj je kle zaničujoče, da bomo vedeli za drugič, ko mi bo kdo nekdo... To morate vi vedeti, ker ste to zahtevali. Lahko pa vam povem, Princ Teme. To je zaničujoče? Je. Res? Imate kolega poslanca, če ga želite, poimenujte, če ga ne želite, ga spustite. Saj ga nisem. Saj ga nisem. Jaz ne vem, na koga vi mislite. Gospod Möderndorfer, povedal sem vam, ne? No, torej, gremo naprej. Gospod Möderndorfer, Princ Teme je zaničujoče. Ali mu rečete Janša ali pa Batman? Razumem. Lušen, ne? Se imajo o čem pogovarjati parlamentom. Pa kaj pa sporazum? Mene to zanimalo. Zvemo, kaj je o sporazumu, prosim. To, kaj je dejansko res zaničujoče. Gospod Möderndorfer, izrekam vam opomin. Hvala lepa, pa še enega pričakujem. Takoj ga ste dobili. Še eno opomin izrekam. Še enega. No in kaj zdaj? In zdaj vam bom odvzel besedo. Ne boste mi odvzel besede. S poslovnikom. Dovolite, končajte, prosim. Ja, bom končal. Mislim, Möderndorfer je kot Jezus. Dobi opomin, nastavi še drugo lice. Ampak predvidevam, da se je ton potem umiril in da so se pogovarjali samo še o marakeškem sporazumu, ker o tem bi radi nekaj izvedela, ne? O sporazumu, to nas zanima. Gospod, odvzel sem vam besedo. Če boste motili sejo, vas bom dal odstraniti se seje. Ja. Prosim službe državnega zbora, da gospoda Möderndorferja odstranijo se seje. Prekinjam sejo za 5 minut. Dobar, o marakeškem sporazumu očitno ne bomo izvedeli nič. Oziroma samo to, da če že ne moramo odstraniti migrantov, lahko probamo vsaj Möderndorferja. Tudi to je nekaj. Tudi to je nekaj. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!